Dober dan. Dogodki so izredni, midve se pa drživa rednega urnika. Jonas Žnidaršič je na Twitterju zapisal, kje sta Markeš in Žerdin zdaj, ko narod rabi. In dejva povedati, kar je za povedati. Se pravi, 11 pa še nekaj smo pred sodiščem zvedeli za to, da je sodba v zadevi Janša in ostali proti tožilcu Ferlincu končana z rezultatom 24 mesecev obsodbe za Janšo, 22 za Črnkoviča in Krkoviča, hkrati pa po glavi še 37.000 evrov kazni. Kolega Markeš, kakšen je tvoj komentar? Si presenečen? Si na osnovi dosedanjih indicev sklepal, da se utegne sodišče obrniti v to smer? Če ti po pravici povem, razmišljanje je šlo v dve različni smeri. Prva smer je bila preprosto ta, da gre za izredno zahtevo strokovno sodbo in da bo in sem se vprašal, ali bo na strokovni ravni spisa, pa seveda nisem prebral, pa nekaj tudi tajnega, tako da ne moreš vsega videti, ali bo čisto strokovno gledano za dosti argumentov, da si bo sodnica upala potem to narediti, kar je pač naredila. S tem sem posedel že v drugo raven, če sodnica bi imela zadostne dokaze ali pa pač elemente za sodbo, ali si bo to tudi upala storiti. Popolnoma jasno mi je bilo za vsako sodnika ali pa sodnico, da če elementi ne bodo zadostni, da se nihče ne bo upal obsoditi karizmatičnega voditelja osamosvojitvenega tipa, dvakratnega bivšega premierja slovenske države in tako naprej, Janeza Janšo. To si v Sloveniji praktično nihče ne bi upal, ali pa nekdo, ki ima izredno močno samozavest oziroma avtonomijo svoje lastne profesije. Ta sodnica očitno je zelo avtonomna, očitno je zelo, kako ne rečem, privržena etiki svoje profesije, o tem ne more biti nobenega dvoma, ker če je pa kaj lahko pričakovala, je pa lahko pričakovala in še lahko pričakuje pogrom. To se pravi, zdaj odgovarjam na vprašanje, čist intimno rečeno, sem glede na pač dejstva, oziroma glede na predstavo, kakršen sem do zdaj imel v pravosodju, nekako pričakoval približno takole, da bosta dva obsojena, medtem ko Janša ne bo. Tako mal kompromis. Ja. Zdrav kompromis. Ja, mislim, ne da bi se s tem strinjal. Jaz se pač, mislim, tle moram pa zdaj zelo jasno povedati. Zdi se mi izredno pomembno v tej situaciji čustva odmakniti popolnoma stran. Zamere ali ljubezni ali preference ali nepreference odmakniti popolnoma v stran. In se državljansko in civilno družbeno, mi komentatorji in časopisi pač smo glasovi civilne družbe, se mi zdi, da je treba zdaj izredno jasno povedati, da se je treba postaviti na pozicijo vladavine prava. Pa naj ulice protestirajo, kolikorkoli hočejo, treba se postaviti na pozicijo vladavine prava. In po 20 letih tudi upravičeno ali pa neupravičeno postaviti tudi prepričanje in vero v to, da naše sodstvo je sposobno samoregulativno, strokovno presoditi pravilno. Torej, če bi ta sodnica teoretično gledano zdaj presodila narobe, moramo verjeti, da bo višje in vrhovno sodišče presodilo drugače. Če je presodila ona prav, moramo verjeti, da bojo višje inštance to stvar, ko jo bojo potrdile, na podlagi strokovnih argumentov pač stvari speljale tako, kot je prav. In zakaj je to pomembno? Zato, ker imamo zdaj res visokooktansko sodbo v visokooktanskih legah in ob visokooktanskih izjavah, ki jih te ure trosijo politiki, ki so pa dobesedno nespametne. Ja, tisto, kar je mene presenetilo, jaz samim dejstvom, da se pred sodiščem odvija protest, nimam težav, konec koncev sem tudi sam kakšni organizaciji protestov pred kakšno sodnijo sodeloval, ali pa celo dvakrat. Ampak, presing, ki se je odvijal, pa je vezan na sodišče, se je odvijal na drugih ravneh. Se je odvijal z takimi nenavadnimi potezami, kot je recimo
objava fotografije sodnice, kar se ne dela. Ne? To je katastrofa. Ker je pač drugo ime za grožnjo. Ne? Tisto, kar me je zelo presenetilo, da je v nasprotju s sodnim redom se dogajanje na sodišču znotraj sodišča snemalo in potem tudi objavilo. Ne? Iz česar sklepam pač, da je pred samo sodbo obstajala zelo visoka stopnja nervoze. Ne? Zdaj, sklepal bi tako, ne, da če ne bi bilo nobenih razlogov za nervozo v smislu utemeljenosti ali pa neutemeljenosti tožbe, ne, potem te nervoze ne bi bilo. Jaz ne bi videl. Ne. Bi se pa s tabo strinjal, ne, da bi v tem trenutku verjetno za sodnico bilo daleč najlažje. Ne. Ona reče, ni zadosti dokazov, v dvomu sodim v korist obtoženega. Ne. Tako je. Kar pomeni pač, da je po oceni sodišča bil argumentativni niz, ki ga je v več kot 60 obravnavah izvajal tožilec Ferlinc, po prepričanju okrajnega sodišča dovolj utemeljen. Ne? Ja, v tem dvoma. Dejansko je bolj... Je pa tako, ne, da tisto, kar bi tudi jaz rad videl, ne, je zapis sodbe. Ne. Kolikor so mi kolegi, ki so spremljali samo sojenje v sodni dvorani povedali, ne, je sodnica do danes imela napisanih debelih 50 strani in jih je potem tudi prebrala na samem sojenju, ne, kar pomeni pač, da... Sodbe že. Tako je, ne. Pač to besedilo bo nedvomno v naslednjih dneh dostopno, ne. Ja, to je zdaj ta del, ki je na nek način strokovni del. Čeprav je visokooktansko zastavljen, ampak recimo temu strokovni del. Zdaj pa mogoče prav, da rečemo kakšno tudi o političnem delu. Kakšni so učinki? Učinki, ne? Ker to, da Levica molči oziroma da se sklicuje na avtonomnost sodišča, je nekako razumljivo. Ne? Ni pa mogoče spregledati nekaterih izjav politikov s tem, recimo, mislim, da je bil Prevc, ne? Da je konec pravne države, ne? S to sodbo. Ne? In politik si tega res ne bi smel prvoščati. Ali pa to, kar je poslanec Tanko povedal, ne? V zelo podobno smer poskušal stvar zapeljati. Ali pa to, kar je rekla poslanka Novakova, predsednica Nove Slovenije, češ, da je demokracija v Sloveniji ogrožena. Ne? Ja. Kakšne neumnosti so to? Zdaj tako, ne, da seveda so te izjave relativno podobne izjavam izpred 25 let. Ne, ko se je na Roški rekel, ne, danes so na tem procesu, na tej ulici umrle naše sanje o pravni državi. Ja. Vendar ne, je kontekst Roške in kontekst Tavčarjeve bistveno drugačen. Ne. Ja. Proces na Tavčarjevi je bil odprt. Na procesu na Tavčarjevi so bili civilni zagovorniki. Javnost je bila prisotna. Ni bilo... Pravzaprav bilo tako, ne, da najpogosteje manjkal eden obtoženih. Ne. A je bila v enem členu ustava prekršena zdaj? Ni bila, ne? Takrat? Ne vemo. A je bila takrat? Zdaj, a je bila ustava prekršena? Ne, to utegne v tem presojati ustavno sodišče zaradi argumentacije, ne, češ, da dokazi, ki so bili pridobljeni na Finskem, ne, so bili pridobljeni po nižjih procesnih standardih, kakor veljajo v Sloveniji, zaradi tega so domnevno ti dokazi pridobljeni na Finskem neveljavni. Ampak so bili upoštevani tukaj? Deloma, ne? Ampak, lej, to, a veš, o tem, to je strokovno vprašanje, o tem verjamem, da se govorim na ravni človekovih pravic, ne? O tem se bodo izrekale inštitucije slovenske pravne države, po mojem, še naslednje 3 leta, ne? Ali pa več, ne? Ja. Tako da, pravna država bo tukaj imela še kar precej za narediti, ne? Jaz bi te spomnil na eno zelo zanimivo izjavo izpred parih dni, to se pravi v 25. obletnici JBTZ, ne,
ko so prišli spet vsi tisti, ki so bili takrat postavljeni oziroma zaprti, priprti, ali karkoli se že temu reče, in vodja gibanja za človekove pravice Igor Bavčar, ne, ki je pa danes sam na udaru in to v nepolitični zadevi, ampak v zadevi gospodarskega kriminala na udaru sodišč. Ne. Njegova izjava je bila zelo zanimiva, ne, da je podobnost med tedanjimi in zdajšnjimi sodišči zelo visoka, zelo velika. Ne. Meni se pa za nazaj postavljajo vprašanja. Če nekdo, ki je utemeljeval potrebo po slovenski demokraciji na način, kot jo je, takrat tako videl prihodno demokracijo, potem kaj ste pa vi iz te države naredili? In se mi zdi, da vsi ti akteri, recimo, če govorimo zdaj o Bavčarju, če gremo o Janši, pa seveda tudi o celi plejadi tistih ljudi, ki jih imajo oni danes za nasprotnike, recimo iz levice, ne, ali pa iz tako imenovane udbo mafije ali kakorkoli že, ne. Ti ljudje so, ne moramo zanikati, da so imeli politične škarje in platno v rokah zdaj 22 let in da so si to izmenjavali na levo in na desno. Konec koncev je imel Janša 2 mandata, ne. Torej, če je ta država zdaj tam, kjer je v tako slabem stanju, mogoče ne bi prevzeli odgovornost. Težko je zdaj govoriti proti državi, ki si jo ustvarjal, ali pa so ustvarjal, ali pa nikogar drugega ni spustil blizu, da bi jo lahko ustvarjal. Ne? In se mi zdi, a veš, ta kontradiktornost izjav sama po sebi zelo simptomatična za začetek. Drugo, kar se mi pa zdi, je pa to, da utegnejo biti ti gospodje zelo presenečeni, ker moj vtis je ta, ne, kaj se je danes zgodilo. Ljudje danes v veliki večini bodo verjetno rekli, ups, to pa nismo pričakovali. Ponovadi velja načelo, da se velikim ribam nič ne zgodi v Sloveniji, a so na levi ali so na desni, je čisto vseeno, ne. Mogoče pa bo kaj iz te pravne države. To je prvi vtis, ne. Drugi vtis je pa preprosto ta, da te gospodje zdaj v bistvu poskušajo prevezati današnji dogodek z dogodkom izpred 25 let in mislijo, da bo to Slovenijo angažirali na način kot takrat, ne. Kot mi, da so bila oba dva na Roški, na takrat. Ja. No, danes pa niso pripravljeni iti na enak način na cesto. Ne. Ampak zakaj? Danes bo Sloveniji in Slovencem v bistvu krojila mnenje kriza in konkretno vprašanje naše države. A smo pravna država, a lahko zaupamo pravosodju, a lahko računamo na to, da bomo imeli dostojno življenje, ali se bomo vrgli v grški scenarij in bili naslednjih 10-15 let za nas in za naše otroke v bistvu prekleti. Ne? To bo ljudi zanimalo in ta stava politike, ki misli, da bo lahko ljudi politično angažirala mimo parametrov evropskega življenja, ki smo ga kljub vsem usvojili, ne? Pa jaz mislim, da bodo neprijetno presenečeni. Ljudje mislim, da ne bodo tega zagrabili na način, kot bi si oni želeli, predvsem pa ne na prekocuški in preuratniški način. Ja. Ko sem se jaz pogovarjal danes zjutraj z našim rimskim dopisnikom, nekdanjim Tonetom Hočevarjem, je beseda nanesla na Kraksija, Betina Kraksija, nekdanjega socialističnega voditelja in predsednika vlade, ki je bil obsojen v Italiji v korupcijskem škandalu. Po obsodbi je zbežal v Tunizijo in se potem ni več vrnil v Italijo. V tem korupcijskem primeru je se sodišče postavilo na izjemno zanimivo pravno stališče in sicer na stališče ni mogoče, da ne bi vedel. Ne znam prevesti ne v italijanščino, ne v latinščino, čeprav mi je to potem na listek to napisal in zveni precej atraktivno. Zdi se mi tako, ne, da ko bomo v naslednjih dneh imeli priložnost brati sodbo, pričakujem od te sodbe pravzaprav višjo stopnjo utemeljenosti, kot je bilo to pravzaprav doktrinarno ali pa, ja, dajmo reči, doktrinarno stališče italijanskega sodišča, ne, pač ni mogoče, da ne bi vedel. Ja, ampak se strinjam, ampak tle bo treba več, ne, napisati. Tle bo treba več napisati, že predvsem zaradi javnosti pa naše pravne in politične kulture, ampak ne glede na to. Mislim, midva bi morala zdaj, če izvajava neko, recimo, da najno odgovornost, čeprav midva nastopava tako, kot eni pravijo, kot v Mapečovu in tako naprej. Ampak kljub samo to nalogo delava z neko odgovornost. Jaz mislim, da če imamo kakšno odgovornost, imamo to, da pred javnost, v interesu javnosti razgrneva neko skrb do dogodkov in do države, a ne?
bi jaz jo definiral približno takole. Jaz mislim, da skrb javnosti zdaj mora iti v zaščito sodnice, ker ta sodba ni pravnomočna in ni končna. Ja. To je v bistvu njena sodba po verjetno domnevam in hočem verjeti, da najboljši strokovni vesti. Jaz bi sploh ne dvomim v to, da je ona to naredila po najboljši strokovni vesti, ker si težko predstavljam, da bi bila tako neumna, da bi si gnev zgodovine javnosti in karizmatičnosti na glavo spravila samo zato, ker ga ne mara, recimo. Ne? Se pravi, če bi ga oprostila, bi mu večje dvome, pa še tam bi mogel verjeti v pač njeno odločitev. Ampak treba je jasno in glasno povedati, da je treba zaupati v pravosodni sistem. To je zdaj v bistvu v koliko je 2- ali 3-etapnem sodnem postopku. Ne? Je prva etapa, ne? Ja. Potem je še višje sodišče, potem je vrhovno sodišče, če je, ne? Če je, karkoli že je. Se pravi, na višjem je pravnomočno, ne? Tako, potem ne? pa, če so pa izredna pravna sredstva, je pa vrhovno. Pa po možnosti še ustavno. Pa če se izkaže, da se bo izpodbijal ustavnost dokazov ali ne vem kaj. Tako, ne? In ko bo sodba napisana, sem prepričan, da bo tudi zainteresirana strokovna javnost napisala plahte ekspertiz, javno, tudi v našem časopisu. Tako Pro je, et contra, ne? Ja. Sem prepričan. In tako da jaz mislim, da je treba zdaj pred temi negativnimi čustvi in pa predvsem to negativno kampanjo rokovnjačev, to rokovnjaško, da mora kri teči in da je treba nekoga linčati in tako naprej. Jaz mislim, da je treba stopnjevati zavest o tem, da po 22 letih samostojne, ne vem kakšne države, ki smo jo izpostavljali, moramo opustiti revolucionarno retoriko in se zateči k instrumentariju pravne države, zadevo racionalno popolnoma umiriti in peljati stvari naprej v okvirih, ki so v demokraciji predvideni. In tudi Ljudmili Novak povedati, pa gospodu Prevcu, pa gospodu Tankotu, ne, da ne kvasijo neumnosti, da je umrla pravna država in da je ogrožena, ampak na ta način se šele vzpostavlja. Ker jaz absolutno ne verjamem, da bi višje sodišče reklo, da je gospod Janša utemeljeno kriv, če oni tega ne bodo videli. Da bodo oni kar politično sledili nekim narekom nekih stricov iz ozadja. Mislim, to so pa zdaj res že pravljice za lahko noč. Mi smo konec koncev v Evropski uniji, konec koncev je zadeve mogoče preizkušati tudi v mednarodnem okviru, konec koncev gre za visoko oktansko zadevo, ki jo bojo verjetno tudi na tuji univerzi kdo pogledal. Ne? To ni več tako enostavno fabricirati dokaze ali pa sodbo pisati na neutemeljene osnove. No, mislim, hkrati pa tako, ne? Veš, da zadeva Patria ne poteka samo na slovenskem sodišču, zadeva Patria poteka na avstrijskem sodišču v okvirih avstrijskega sodstva, ki ima morda nekoliko daljšo tradicijo, ne? Upoštevanja načel pravne države in pač ista zadeva, ne, se bo začela avgusta na finskem sodišču. Ne, tako da, preden sem prišel sem, ne, sem prebral izjavo finskega preiskovalca, ki je rekel 2:0. Ne. Ma pa seveda on še nekaj dokazov za izpeljati na Finskem. Ne? No, veš, dejansko si predstavljam, da se je tudi slovensko sodišče na nek način v tej mednarodni poziciji moralo tudi zelo jasno odločiti, da se bo pa, da se pod nobenim pogojem ne sme obnašati politično. Ne? Zato, ker so pa tudi ugled slovenske države in slovenskega sodstva tukaj tudi na opazovanju. Ne samo domače, ampak verjetno tudi tuje javnosti, si predstavljam. Ne. Ampak zdi se mi, no, da je treba to izredno jasno povedati, pustite sodnico pri miru, ne. Koncentrirajte se pač na dejstva in na dejanja pravne države. Če jo po 22 letih nismo ustvarjali, potem je tudi kritizirati nima nihče več pravico, zato ker je on falil tudi pri vzpostavljanju pravne države. Se konec koncev dejansko, ne, če se pogovarjamo o pomladi, del pomladi je tudi to, da vzpostaviš institucije. Se ne moramo vendar stalno se obnašati kot dolenjski rokovnjači. Skočiš na cesto, ogropaš in zgineš. Ne more tako biti. Ne? Je treba pač po nekih principih hoditi, po nekem prometnem režimu po državi. Ne? Ja. Ne vem, a sva zadost povedala? Mislim, ko bova imela sodbo v roki, bova še v njej kaj rekla. Ne? Če bo potrebno. Ja, tako je. Ne? Če bo potrebno. Pa v pritožbi. Pa o pritožbi na pritožbo. Ne glede na to, kaj se bo v nadaljevanju dogajalo, se mi zdi, da danes kljub vsemu se je v Sloveniji zgodil nek mejnik.
Lej, seveda, prvič je obsojen na prvi stopni nekdo, ki je upravljal najvišjo državniško funkcijo. Ne? Ja. Prvič je obsojen predsednik vlade. Ne? Zdaj, do zdaj so sodbe letele do ravni poslanca, ne? So letele do ravni državnega sekretarja na ministrstvu. Ne? Ja, pa ne, pa tudi lobijsko so letele, recimo predsednik SCT oziroma lastnika Zidarjev. Zdaj govorimo o politiki. Ne? Ja, v politiki je bilo pa državni sekretar, takrat je bil Šuštar, pa tako, ne. Ja. Skratka, to je huda reč, ne, samo po sebi, ne. Zato Ja. toliko bolj pomembno, ne. Mislim, da sva povedala vse. No. Ja, bo pa naslednjo sredo še kaj povedala. Ne? Ja. Ja. Hvala lepa.